Včasih se nam dogodi, da pridemo na kraj, ki nas preprosto osupne. Ko se ozremo okoli sebe in imamo tisti nenavaden občutek, da se je celo čas ustavil. Da smo vstopili v nek drug svet, zakorakali v neko nepozabno dimenzijo. Dobrodošli na tem prav posebnem kraju v Žički Kartuziji. Z željo, da bi dolina Svetega Janeza z nekdaj slovečim samostanom Žičko Kartuzijo, kjer so stoletje nazaj našli zatočišče beli menihi, ponovno zaživela in da bi med starodavnimi zidovi zopet zavel duh preteklosti, s katerim bi Žički Kartuziji vrnili sloves zeliščarstva in zdravilstva, ki ga je imela že od nekdaj, smo na pobudo gospoda Draga Iršiča, zeliščarja iz Žičke Kartuzije, danes smo se tukaj dobili že na 8. srečanju zeliščarjev Slovenije. Tako lahko že od 12. ure dalje uživate v lepi in čisti, neokrnjeni naravi, občutite mir, blagodejno moč energije, ki preveva tukajšnje okolje, in obenem prisluhnete 1001 nasvetu zeliščarjev iz vse Slovenije o uporabi zeliščnih pripravkov, ki nam jih tako radodarno ponuja narava. No, do zaključka današnjega dne nas čaka še precej zanimivih dogodkov, preden pa napovemo, kaj vse predlagam, da najprej prisluhnemo pozdravni besedi pobudnika današnjega srečanja, gospoda Draga Iršiča. Smo že čuli, bi radi naredili Žičko Kartuzijo kot en center zeliščarstva na Slovenskem, kajti tu je že bila tudi ena najstarejših javnih lekarn in je že tradicija tudi leta 1185, takrat so bili prvi pismeni podatki o delovanju nekega hiralnicega, nekega zatočišča na Slovenskem. No, jaz bi vas predvsem najlepše pozdravil vse prijatelje zeliščarje in pa vse ostale, ki ste tu. Mislim, da oziroma vem, da boste dan šli domov z polni energije, kajti tu ste na enem zelo močnih energetskih področjih na Slovenskem. Jaz časi po zimi, ko me ni tu takih 14 dni, moram iti sem, da se zopet napolnim baterije, da lahko naprej delam. Pa tudi že vidim veliko takih posnemovalcev mene, tudi v snegu polno, ko je to, se vidijo razne stopinje notri in se tudi srečujemo. No, zdaj, danes je pač to 8. srečanje zeliščarjev Slovenije. Žal, dal sem veliko povabil raznim društvom in pa tudi posameznikom, ampak bili smo pa tisti tu, ki imamo rado Žičko Kartuzijo, ki se radi družimo in ki radi zmenjamo kako svoje izkušnje med sabo, pa tudi delimo ostalim obiskovalcem. Vsem najlepša hvala, da ste prišli sem, predvsem bi pa se zahvalil še tudi za pomoč pri organizaciji te prireditve, to je Splošni knjižnici Slovenske Konjice, Ticu Konjice, in pa tudi ostalim, ki ste mi tudi še pomagali z raznimi naslovi, da smo prišli do teh skupne prireditve. Hvala lepa vsem skupaj. No, mi pa se bomo kmalu na tem odru družili z našo posebno gostjo, Shirley Roden, ampak predtem bomo na oder povabili še nekaj izjemnih posameznikov. Za tiste, ki še ne veste, naj s ponosom povemo, da je Žička Kartuzija v lanskem letu praznovala svoj 850. rojstni dan in ob tem prejela najlepše darilo. Republika Slovenija jo je končno po desetletju prizadevanj razglasila za spomenik državnega pomena. Ja, in ta naša tiha lepotica je v zadnjih letih postala paradni konj konjiške turistične ponudbe, ki jo intenzivno vključujemo v turistične pakete in programe izletov, ki jih pripravljamo na Ticu Slovenske Konjice, ki deluje pod okriljem javnega zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice in ki je po pooblastilu občine Slovenske Konjice tudi skrbnica Žičke Kartuzije. No, pri promociji te ponudbe in podajanju lokalnih zgodb celotnega območja obiskovalcem, ki nas obiskujejo, pa nam že vrsto let pomagajo prav posebni ljudje. Lokalni ljudje, domačini, ki naše kraje čutijo, jih imajo radi, znajo videti njihove lepote in z njimi dihajo v dobrem in v slabem.
To so lokalni turistični vodniki, ki jih v naši občini izobražujemo že vse od leta 1999. No in v lanskem decembru se je v register lokalnih turističnih vodnikov občine Slovenske Konjice na novo vpisalo 8 posameznikov. Tako, sedaj pa je čas, da prisluhnemo angelskemu glasu gospe Shirley Roden, skozi njen koncert pa nas bo popeljala skupaj z gospo Natašo Kogur. How can you buy or sell the sky, the warmth of the land, the freshness